beseda ali pa komentarji zrečeno v kavi na 4 oči. Ponovno sem prebrala, moram povedati, da ne razumem poročila, ki naj bi ugotovilo, da gre za nekih 210 ali 200 tisoč evrov nepojasnenega izvora premoženja. Torej, za tako trditev bi kot pravnica, kot oseba, ki je dolga leta delovala v pravosodju, pričakovala jasen argument. Tega argumenta nisem slišala, pri tem, da se sama povsem poskušala oddaljiti od tega, od svojega osebnega mnenja. Če moram odkrito povedati, da nisem verjela, da gre pri Janezu za koruptivno ravnanje ali pa koruptivno tveganje. Torej, vsebina tega poročila me tudi, ko poskušam v zadevo gledati objektivno, ne prepriča. Treba je povedati, da protikorupcijska komisija ni inkvizicijska komisija. To je komisija, ki je morala in mora ravnati predvsem preventivno na področju korupcijskih tveganj, katerim morajo seveda vsi državni in vsi funkcionarji poročati. Mora pa seveda tudi odgovorno opraviti svoje delo. Če govori in trdi stvari o konkretnih osebah, je to zelo odgovorno delo. Sama sem se kot učilka tega vedno zavedala. Če nekoga odgovorni, če to resno odgovorno delo, ker gre tudi za dobro ime človeka, do situacij, kakršna je naša, gre pravzaprav tudi za lahko tudi za usodo države. Mnenje je dokončno, oziroma poročilo je dokončno. Na to ni nobenega priziva. Drug problem je, da lahko prizadeti sproži tožbo v upravnem sporu. Vendar to mnenje je tukaj postalo dokončno. Operira s konkretnimi številkami, s konkretnimi osebami, s konkretnimi tožbami. Torej, zakon, kljub temu, da je mnenje strokovnjakov z tega področja tudi sporen, tudi dvoumrtje, zakon v takem primeru vendarle nalaga nekaj komisij. Torej, da mora prizadeti osebi poslati to poročilo, da se lahko o njem izjasni. Tega, kot smo slišali v tem primeru, ni bilo. Slišali smo tudi nekaj besed na morebitno pristranskost senata ali ne, da bi se človek slišal dati v dokaze za to, ali je ta pristranskost podana ali ne, in v takšnih situacijah dovolj je to, da se vzbudi vtis pristranskosti. Tudi če te ne bi bilo. Torej, v takšnih situaciji se tisti, ki odloča, izločiti, pa tudi do tega v tem primeru ni prišlo. Torej, to, da jaz mislim, da je to vendarle nespoštovanje zakona, da poročilo ni bilo poslano prizadetim v odziv in protikorupcijska komisija, ki mora graditi predvsem na svoji integriteti, bi zakon absolutno morala spoštovati. Zdaj, slišali smo, ker je predvsej povedal, da se je podobna situacija že zgodila.